Torej, v Galeriji sodobne umetnosti Celje predstavljamo pregledno razstavo Jelke Flis. Razstava je naslovljena Geometrija bivanja. Jelka se je pa odločila, da doda še podnaslov v dialogu z Milanom Eričem, Beti Bricelj in pa Branetom Severjem. Namreč odločila se je, da to pregledno razstavo nekoliko drugače strukturira in sicer, da jo mogoče postavi nekoliko bolj v sedanji čas in v dialog z povabljenimi umetniki. Pregledna razstava Jelke Flis predstavlja nekako njen opus od leta 1994 pa do danes. Njena ustvarjalna pot sega seveda tudi nazaj v drugo polovico 80-ih let, ko je ustvarjala predvsem slike z motivom krajine. Potem pa je v slovensko likovno sceno pomembno vstopila nekje sredi 90-ih let, ravno v času, ko je z prihodom drugih medijev, kot je fotografija ali video in instalacija, bilo veliko razmišljanja o statusu slike, o tem, kam slika pravzaprav gre in koliko je kot medij še pomembna. Tako je sodelovala recimo na razstavi Slikarstvo, ki jo je predstavil Tomaž Brejc, kjer je predstavil umetnike, slikarje, ki so s svojim načinom dela nekako potrdili, da slika seveda nikakor ni končana in da se enakovredno z vsemi drugimi mediji razvija in obstaja še naprej. Torej, Jelka Flis je nekje leta 1994 prodrla v slovensko likovno sceno, nekje vplivala na premike in pa spremembe v dogajanju v slikarski produkciji sliko, ki je zapustila sliko kot avtonomni medij, ki je neodvisen od arhitekturnih danosti in je samostojna, torej povsem avtonomna, ter prestavila svoje delovanje v nek koncept slike, ki nastaja z množenjem posameznih enot v prav velike sestavljene kompozicije, ki pogosto zavzemajo prav velike površine sten. Poleg poudarjanja gradnje njene kompozicije bi mogoče omenila še eno značilnost, pomembno v njenem delu, to je repetitivnost, stalno ponavljanje, ki ustvarja v njenem delu res harmonijo in ritem, repetitivnost vzorca in pa oblike in pa seveda poudarek na ornamentu. Te slike, ki so začele nastajati v 90-ih letih, so v bistvu plod načina življenja, skratka strogo odmerjenega časa, ki je bil namenjen za ustvarjanje. Skratka, v meni je bila vedno ta močna želja po ustvarjanju. In zato, da sem jaz sploh prišla do tega ob majhnem otroku, je bilo treba vstati zelo zgodaj zjutraj, se pravi pred 5. uro in ob 7. je bilo treba iti že v službo, ampak imam to srečo, da imam atelje v hiši in je bilo treba samo se 2 nadstropji spustiti, kako se poloti dela. Skratka, izbrala sem ta majhen format, s katerim sem se že srečala tudi prej. In v bistvu so v teh zgodnjih jutranjih urah, v glavnem je bil to čas, ki je bil namenjen za moje ustvarjanje, začele nastajati te majhne slike, samozadostne enote, vsaka zase je zaključena celota. In to so v bistvu eni taki dnevni zapisi, ki pa niso samo nastali tako, da bi rekla, v eni taki močni gesti, ampak osnovno je bila gesta, potem jih je bilo treba pa še recimo dodelati do konca. In nastajale so nekako v serijah, zdaj, ko je bilo neko občutje, se je pač pojavil nek vzorc, ki sem ga razvijala na tej majhni površini toliko časa, dokler ni se izpel. Potem je običajno sledila neka pavza, dokler se ni spet pojavila neka želja in potem, ker se pač mi spreminjamo, vse okoli nas se spreminja, se tudi te vzorci v nas spreminjajo in tako so se te vzorci spreminjali. Včasih so nastajali beli oziroma svetli na temni površini ali pa obratno, temni na svetli površini.
pač se plastili eno z drugim, vmes se je zgodilo, da tudi nič ni nastalo in skozi čas se je tega v bistvu nabralo ogromno, ne, in potem sem prišla do tega, da imam toliko veliko materijala, da iz tega lahko sestavim večjo enoto. In pol v bistvu, kakšne so nastajale te velike kompozicije, je bilo pač odvisno od tega, od kje je prišlo povabilo, za kjer galerijski prostor, in potem sem pač za tisti galerijski prostor iz materijala, ki je spontano nastajal, potem pač sestavlja veliko kompozicijo, za katero je pa značilno, da pa ima od prej intuitivnega dela korak k racionalizaciji vsega ustvarjenega in na ta način sem pač ustvarila te velike slike. Prav v likovnem salonu v Celju je denimo leta 1997 ustvarila oziroma postavila razstavo z naslovom Nekega lepega dne, v kateri je z množenjem teh posameznih enot v sestavljeno kompozicijo zavzela prav vse površine razstavišča. To je bil nekje nek tak originalen pristop k sliki in v nadaljevanju njenega premišljevanja slike bi lahko mogoče celo rekli, da ima skoraj da nekakšen konceptualen pristop k sliki. Namreč ni šlo samo za to množenje enot, ampak je šlo predvsem, kar se meni zdi pomembno, tudi za to, da je v teh kompozicijah v teh kompozicijah tudi vključevala praznine vmesnih sten, da je sestavljala te enote v takšne sestave, ki so omogočali, da je poudarila vmesno steno in jo oblikovala predvsem v mreže, pravokotnike in v druge geometrijske like. To razmerje z prostorom, ki je bilo torej v njenih delih vedno zelo pomembno, to njeno razmerje med detajlom in pa celoto, smo poskušali poudariti tudi na tej pregledni razstavi. Se pravi, da gre pravzaprav za neke vrste instalacije na steni oziroma stenske instalacije. Te postavitve v pregledni razstavi, ki naj bi nekako rekonstruirala preteklo dogajanje v opusu nekega umetnika, precej težko slediti in natančno ponoviti. Zato smo se v koncipiranju razstave odločili, da ohranimo to njeno osnovno idejo gradnje slike, torej prilagajanja določenemu oziroma izhajanju iz nekega konkretnega prostora, tako da naredi modifikacijo nekaj preteklih postavitev, ki bistveno zaznamujejo njeno produkcijo. Tako so nastale recimo 3 instalacije oziroma 3 kompozicije na stenah, ki sicer izhajajo iz elementov, ki jih je takrat uporabljala v tistih prvotnih postavitvah, ampak so nekako modificirane. V prvi sobi recimo uporablja posamezne enote, ki so sestavljale kompoziciji Nekega lepega dne v likovnem salonu, in pa enote, ki so sestavljale kompozicijo Nič ni kar tako, ki je bila postavljena leta 1997 v Kurni. Tako da je združila te posamezne enote in ustvarila tako rekoč novo kompozicijo, lahko bi celo rekli novo delo, v kateri je izjemno pomembna ta njena mreža, ki sledi pri sestavljanju posameznih ploščic. Predvsem pa se v tej kompoziciji recimo pojavlja tudi motiv križa, ko z postavljanjem ploščic, ki imajo recimo več črnine, ustvari neko podobo križa v tej kompoziciji. Ta element križa se ponovi denimo recimo tudi v seriji slik, ki jih je ustvarila leta 2018. To je serija slik XY, v kateri je križ in pa poleg njega tudi kvadrat, osnovni motiv, ki se ponavlja skozi celotno serijo slik. Sploh so takšna neka arhetipska in pa simbolni znaki, kot sta križ,
krog in pa kvadrat pojavljajo skozi celotno njeno produkcijo, ki jo poleg tega zaznamuje tudi zanimivo vztrajanje na nekih črninah in pa sivinah, se pravi, da gre za kompozicijo, v kateri je barva dokaj odsotna in gre za neke take monokromatske podobe z res poudarkom predvsem na črnini in belini. Omenili smo, da smo se pri sestavljanju te razstave nekako usmerili v predstavitev njenega dela oziroma njenih preteklih kompozicij skozi ustvarjanje novih. Poleg tega razmerja se je Jelka odločila, da nekako aktualizira, ali kako bi rekli temu, svojo produkcijo oziroma poskuša govoriti o svoji produkciji skozi delo drugih, zaradi česar je povabila k sodelovanju tudi 3 avtorje, že omenjene Milana Eriča, Beti Bricelj in pa Braneta Severja, in jih postavila v dialog s svojimi deli. Do dialoga je prišlo zato, ker sem v bistvu povabilo Centra sodobne umetnosti, da želijo pripraviti pregledno razstavo. Sem razmišljala, kakšne vrste razstavo bi pa sploh želela imeti oziroma kakšne vrste razstave mene privlečejo. In nekako tako globoko v meni je bilo pač to, da rada hodim na razstave, kjer lahko vidim več del različnih umetnikov, recimo na neko temo, običajno to kustosi izberejo. To pot sem si pa jaz želela poiskati med umetniki pač tiste slikarje, pri katerih čutim, da imamo neko skupno točko. Recimo, kaj jaz vem, pri Eriču, on isto dela, enako pravi, imam malo časa, sem zelo zaseden in delam dnevne zapise, ki jih potem pač enako prilagodi prostoru, v katerega je povabljen na razstavljanje. In ker sem videla te njegove črno-bele, sem rekla, pa to je fantastično, to gre v bistvu s tem, kar nameravam postaviti v Centru sodobne umetnosti. V bistvu je to en krasen dialog in zato sem tudi v tej prvi sobi postavila svoje delo nasproti Eričevemu delu. Recimo pri Beti Bricelj, ona pa v bistvu ves čas v celem procesu vse dela z racijom, ima mrežo in racionalno vse predvidi, naredi skice in potem izdela sliko. Tukaj pa skratka, ko so se pogovarjali, sva prišli do tega, da v bistvu ta moj intuitivni način dela, pa v končni fazi racionalni pristop, da v bistvu se na točki tej racionalnosti srečava in ona je pa recimo v tem primeru v dialogu z mojim delom ohranila skratka ta racionalni pristop načina dela, ampak pri sami postavitvi se je pa sprostila in jih je pa po intuiciji postavila. Čeprav je pri tem še vedno uporabljala sistem mreže, ampak je spustila to strogo opredelitev racionalnega pristopa oziroma principa. Brane Sever je pa moj partner, midva sva pa res dve zgodbi. On pa ne uporablja racija pri svojem delu, ampak predvsem skuša ves čas čist iz notranje eruptivnosti to prenesti, to senzibilnost, to gesto, to ekspresivnost na svojo sliko. In zanj ga šteje samo tisti trenutni zapis, sicer ga kasneje lahko še delno obdeluje, ampak v osnovi je ali uspe v trenutku ali pa ni nič. Tukaj ne pristaja na noben kompromis. V četrti sobi, kjer se Jelka Flis postavi serijo slik, v katerih se
odmakne od tega siceršnjega popolnoma abstraktnega načina izražanja, v katerem je pomembno predvsem ukvarjanje z likovnimi elementi, z likovno govorico, je postavila serijo slik, ki jih je ustvarila v letu 2017 predvsem, in sicer gre za slike, ki se torej odmikajo od tega abstraktnega. Pojavi se figura, pojavi se nanašanje na družbeno realnost, od česar je bila prej povsem odmaknjena, pojavi se vpetost v družbeno dogajanje s slikami, kot so pot v boljši svet, nevidna razmerja, izgubljena identiteta. Ko sem to ustvarjala, je prišlo nekako podzavestno, se je ta želja po figuri pojavila, pol, ko sem kasneje razmišljala, pa zakaj se mene figura v življenju nikoli ni zanimala, razen zdajle zadnje 3 leta sem se s tem ukvarjala, ampak v bistvu skozi nas spremljajo odnosi. Odnose imamo pa z ljudmi. Pravi odnosi so z ljudmi, ne s stvarmi. In v procesu dela ustvarjanja teh figur v bistvu sem se pogovarjala s sabo, z ljudmi, ki me obkrožajo, skratka. To polje se je v bistvu odprlo čisto drugače, ker pač enkrat prideš do tega, da ugotavljaš, kje stojiš, kako je s tabo, zakaj je tako, da je pač odvisno to od odnosov, od tega, kakšen si, kako si se v prostoru, v katerem živiš, postavil, kakšno pozicijo si zavzel, in odnosi nas v bistvu določajo. Nekje drugje bi živeli popolnoma drugače, razmišljali drugače, ampak v tem prostoru je pač tako, kot je, in v njem moramo znati živeti in bivati z drugimi ljudmi.